današnjem srečanju. Moram povedati, da sem zelo vesela, da ste se v tako lepem številu udeležili današnjega predavanja. To pomeni, da skrbite za svoje zdravje, pa ne glede na to, ali ste diabetik ali ne. Danes bomo poslušali zelo zanimivo predavanje. Veste, da sladkorna bolezen zavzema vse večji zamah in da tudi v Sloveniji se zelo hitro širi. In ta bolezen s sabo nosi tudi spremljevalne bolezni. Zato smo se danes odločili za imenitno temo, ki ni namenjena samo nam, ampak širši tudi tistim, ki niste zboleli. In zato še enkrat hvala, da ste prišli tudi tisti, ki ste podporniki našega društva. Danes med nami gosti izvrstno diplomirano medicinsko sestro Ireno Vetriček. Ona je zaposlena v Splošni bolnišnici Brežice, mi diabetiki pa jo poznamo, da je nas sonček, ki nas suportira že vrsto let in ima izredno znanje. Da pa se lažje soočamo s svojo boleznijo in da sobivamo lažje z njo, se pa trudi farmacija, ki širi svoje znanje in išče rešitve, da lažje premagujemo to bolezen. In danes prepuščam z veseljem Ireni, ki ima to znanje in nas bo pripeljala v svet novih zdravil, ki pomaga tako sladkornemu, kot tudi tistim, ki imate težave z srcem tudi in pa z sečili. Tako da ne bom predolga, želim vam prijetno poslušanje, prepričana pa sem, da ga bo naša Irena ustvarila. Hvala, Irena, da ste se odzvali in prepuščali mikrofona. Hvala lepa, gospa Darja. Vi ste naš sonček, Darja, moram poudariti. Tako da hvala res za tako lep nagovor, za tako lep sprejem. Tako da upam, da bom vsej polovico tega res danes naredila. Tako da ja, res delam že kar vrsto let v Brežicah, to je moja edina služba, oziroma ne, vmes sem delala eno leto v domu upokojencev, ker je bila pač ena delovna izkušnja oziroma ena, bom rekla, mogoče ena neko pričakovanje, ampak sem se vrnila nazaj. Tako da mi tudi to je dalo potrditev, da je tukaj, kjer sem, da je tukaj moj dom, drugi dom. Tako da ja, v bolnici sem že 30 let, tako da drugo leto bo 30, sem šla že na upravo, da malo pogledam, Bog je meni še do penzije. Zato, ker res včasih mi kdo reče od pacijentov, res, joj, sestra, kaj vi še pa niste v penziji. Tako da je to kar malo grozno. Ampak prvo vidi, ne, da je malo narobe rekel in reče, joj, ne, sej vi ste še mlada. Ampak jaz sem že, vi ste mene učila dajati inzulina. In jaz imam to že 50 let, ne? Tako da on se je malo zmotil. Torej, celo večnost že in tako. Tako da ja, res se je nabralo kar nekaj izkušenj in jaz spremljam sladkorne bolnike skozi ta leta in tudi spremljam način zdravljenja. In res je zdaj, zadnja leta, veliko lažje. Veliko boljša zdravila obstajajo, veliko boljši inzulini, da ne govorim o vseh teh pripomočkih, ki jih imate za spremljanje sladkorne, od senzorjev za merjanje sladkorja, da ni več potrebno zbadanje. Tako da to je res velik napredek. Tako da imamo torej dobro orodje, ampak moramo se samo z njim naučiti delati. Tako da, kaj nam pomaga dober glukometer, pa v knjižici številke 15, 14,3, 18, 14, to ni v redu, ne? Tako da, zato smo tukaj danes tudi, da malo pridenemo k vašemu znanju.
Prav na to temo, kot sem zdaj začela, bi rada pač poudarila to predavanje nova zdravila pri zdravljenju sladkorne bolezni in preprečevanje seči. Zdaj, kot vemo, je sladkorna bolezen kronična bolezen, napredujoča in zelo razširjena. Kot je že gospa Darja rekla, bolezen se zelo hitro širi. Vedno več in če pogledamo tale Slovenijo, je prevalenca, torej razširjenost sladkorne bolezni 7%. Pomeni, da je vseh ljudi 7% ljudi, ki imajo sladkorno bolezen. In mi v našem koncu, pogledajte, Posavska regija smo kar v špico. Torej, proti vzhodu sladkorna bolezen bolj narašča kot recimo bom rekla, na Primorski oziroma, kaj mislite, zakaj? Tako, prehrana predvsem, ne? Zdaj prek morci znani in tudi tukaj, ne? Maščoba, bele stvari. Tam prek Primorci so bolj na ribah, bolj na mediteranski hrani in sigurno. Pa tudi imajo več sonca. In če je več sonca, se človek boljše počuti, hodi bolj v naravo in zaradi tega je tudi boljši sladkor. Tako da nekje vse skupaj povežemo. Torej, kot sem že rekla, ta bolezen povzroča, da nastajajo tudi bolezni srca in ožilja, bolj hitreje kot pri drugih ljudeh, ki nimajo sladkorne. Vodi tudi v nastanek slepote oziroma okvarjanje ledvic. Zato jaz vedno rečem, dajmo paziti na sladkor, kajti, ko bo bolelo, bo prepozno. Visok sladkor ne boli, ampak treba ga je prej zmanjšati. Prej, ko je še čas. Tako da res, povišen sladkor je treba urediti. Če pogledamo tale graf, vidimo, kako narašča ta bolezen in pogledajte, nekje 2014 leta smo opazili, da je strm porast sladkorne bolezni. Sploh tam od 50. leta do 80. je bilo na ogromno naenkrat veliko ugotovljene sladkorne, kar je pa seveda razlog tudi v preventivnih ambulantah, v centrih za krepitev zdravja. Torej, oni delajo zelo na preventivi, tako da se veliko sladkorne bolezni tudi odkrije. Tega se prej ni, ne da je bilo toliko manj sladkorne. Ni se je toliko odkrilo. Zdaj se pa odkrije čas, začne se zdraviti, ljudi se opozori, torej smo že na boljši poti. Zdaj vsebina mojega predavanja danes bodo zdravila, ki jim rečemo nekako nova zdravila in imajo tako čudno besedo izraz in sicer to so SGLT2 zaviralci, to je zelo učeno ime, tako da boste videli, da ni to nič kaj tak zelo novega in strašnega, ampak tako se pač imenujejo, ko so to generična imena. Potem bom povedala, kako delujejo ta zdravila, katere pacijente izberemo, kateri so primerni za ta zdravila, boste videli tudi sami pri sebi, če ste kandidati za to, kako kombiniramo zdravila, torej z vsemi drugimi zdravili, ali so kakšne kontraindikacije za uvedbo in kako moramo biti z njimi v praksi, pač, kako smo previdni in kako delamo v praksi. Zdaj na začetku sem podala tale slajd in sicer slikce od teh zdravil. Zdaj, da jaz rečem SGLT2 zaviralci, ne bo noben vedel, kaj to je. Če rečem zdravilo Forxiga, Jardiance, bo mogoče kdo že vedel. To so tisti, ki zdravila že imate. Torej, zdaj za začetek. Ta skupina zdravil so tale zdravila. In sicer obstajajo 4 vrste, imenuje se Forxiga, Jardiance, Synjardi in pa Xigduo. Zdaj mi pa prosim povejte, kdo ima ta zdravila pri sebi in dvigante roke. Kar visoko, da vidim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malo bi jaz rekla. Sem bila prepričana, da jih bo več tukaj. Torej škoda. Ampak bomo videli, zakaj. Mogoče res ni vse za vse.
vsakega, ne? Tako da bomo šli čez predavanje, pa se bomo potem pogovorili. Tako, zdaj, kaj so prednosti teh zdravil? Kot je že gospa Darja rekla, ta zdravila imajo dober varovalni učinek še na druge organe v telesu. Mi vemo, da inzulin zniža sladkor, ne? Tabletke gliklada, ki je najbolj pogosta, znižajo sladkor. Torej, ta zdravila, ki jih je zdaj naštevam, samo delujejo na sladkor, medtem ko ta zdravila, ki jih bomo danes omenjali, pa delujejo na druge organe. Torej, ščitijo srčno mišico, srce, zelo pomagajo, da ne pride do srčnega popuščanja, ne? Z leti pride do te hude bolezni, moram reči, in ta zdravila ščitijo srce in upočasnjujejo staranje tega in, bom rekla, popuščanja. In takšni ljudje seveda imajo manj hospitalizacij, veliko manj rabiš bolnice, ker ti je boljš, ker imaš v bistvu dober support. Potem zdravila zelo dobro vplivajo na srčno-žilne, na žile dobro vplivajo, torej preprečujejo razne kapi, infarkte, aterosklerozo. Torej, žile imajo velik korist od teh zdravil. In ne nazadnje, ščitijo tudi ledvica. Veste, da ledvica so pri sladkornih bolnikih zelo ogrožena. Z leti, kasnejši fazi pride do kakšne dialize, torej do kronične ledvične odpovedi, ampak to je krivo že, bom rekla, prej, v mladosti oziroma v srednjih letih, ko je bil sladkor skozi povišan, ampak takrat še ni bilo škode, pustilo jo je, ampak ljudje tega ne vejo, ampak pride potem z leti do hude okvare, kar se pa ne da več popraviti. Zato mi uvajamo ta zdravila dosto zgodaj, da preprečimo ravno ta kasnejši, bom rekla, nastanek teh zdravil. Tako da zdravila imajo res dober učinek. Torej, srce ščitijo, ledvica, žile, s tem še sladkor pade, hujšajo tudi s tem, boste videli, tako da vse lepo se sliši, ne? Tako da res, da bom rekla, 3/4 vsega tega drži. Zdaj, kako delujejo zdravila? Zdaj, to je učeno napisano, da v bistvu so to, da zavirajo, takole bom rekla, še jaz se tukaj moram robiti, ker to je tako težko, in zdaj to mi ne boste več razumeli. Da v bistvu zavirajo prenašalce SGLT2 v proksimalnih tubolih ledvic, torej neki z ledvicam, neki delujejo na ledvica, in s tem se poveča izločanje urina, glukoze z urinom. Torej, več je urina, več bi sladkorja ven, ali po domače povedano, zdravila pomagajo, da se bom tako izrazila pod narekovaji, da polulate glukozo ven. Torej, z urinom se izloči sladkor. Če je dosti toliko kanal. Tako, v vsakem primeru se to zgodi. Tako da v bistvu je res dober učinek zdravila na ta način. Zdaj, s tem imamo potem po raziskavah, zdaj veste, da to ne moramo reči takoj po enem letu. Zdaj zdravila so že v uporabi sigurno 6-7 let, torej niso zdaj nova, ampak še vedno veljajo za nova zdravila. In zdaj po teh letih vidimo, kakšen učinek so nam prinesla. Torej, znižajo procent glikoliziranega hemoglobina A1C, torej zmanjša se sladkor, zmanjša se povprečje sladkorja. Za 1%, to je v prvih 3 mesecih, ko ga uvedemo, in potem nadaljnje še. Tako da v bistvu res vpliva na sladkor, da se izboljša urejenost sladkorja. Po drugi strani so zdravila izredno varna, da ne povzročajo hipoglikemij. Kaj so hipoglikemije? Vemo, sladkor pade, pri bolnikih je zelo težko, sploh, ki imate inzulin,
pa malo več telesne aktivnosti. Vemo, da sladkor gre gor, gre dole, rečejo pacienti. Meni sladkor skače. To je glavna beseda, ne, ko pridejo. Ja, tako da ta zdravila, ko jih uvedemo, ne povzročajo hipoglikemiji. Torej so varna, stabilno stanje povzročajo, lahko pa se sicer pojavijo hipoglikemije, če imate ob tem že kakšen inzulin uveden, logično, če imate kakšen diaprel, gliklada in te stvari, ampak seveda je treba prilagajati vse skupaj. Potem vplivajo oziroma vidimo, da je velik učinek na znižanje telesne mase. Zdaj, res, da ni pri vseh problem, da bi imeli prekomerno telesno težo, ampak lahko rečemo, da več kot polovica pa je takšnih diabetikov, ki se pač borijo z preveliko telesno težo in je tudi pojav sladkorne pri njih zaradi prekomerne teže. In to zdravilo pomaga, da pade telesna teža za prve 3 mesece, 2 kilograma, 3 in se tudi tako nadaljuje. Res, da ne hujšajo potem skozi, vedno na začetku prvo leto najbolj aktivno, potem se pa to ustavi in nekako zdržuješ tisto težo. Torej, zdravila pomagajo potem, da se več ne rediš nazaj. Torej, zelo dobri učinki in ne nazadnje vpliva tudi na krvni pritisk. Torej, pade krvni pritisk, kar je logično. Če gre več urina ven, te strupene snovi se izločajo, soli, s tem tudi sladkor, pade krvni pritisk in je treba prilagoditi zdravila za krvni pritisk. Tega tudi večinoma imate vsi, ne, oziroma zdravila za krvni pritisk, tako da se potem to vse skorigira. Res moram reči, da zelo dobri učinki so, tako da ga nekje zelo obrajamo. Zdaj, kot sem že prej omenila, so zdaj dve glavna zdravila Forxiga in Jardiance. Zdaj, kaj je značilno za Forxigo? To je tabletka, navadna tabletka v škatli in sicer je samo v enem odmerku. To pomeni, da je samo 10 mg doza. Ljudje to vzamejo enkrat dnevno, vseeno, ali je to zvečer, ali je to zjutraj, ne glede na hrano, vseeno. Ni pred, ko nima veze. Je pa res, da mi v klinični praksi vidimo, da je boljše vzeti zdravilo zjutraj. Zakaj je boljše kot zvečer? Zdaj, zdravilo povzroči, da greš veliko na vodo, ne? In če vzameš zdravilo zvečer, kaj se bo zgodilo? Celo noč bo te dežurali, polnoči boš hodil na WC in boš seveda zjutraj se cel zmatran zbudil in bo cel dan položen. Tako da ja, vzame se zjutraj. Prilagajanje ni potrebno, sem rekla, torej je ta ena doza. Drugo zdravilo je Jardiance. Zdaj, katero je boljše? Tukaj ni boljši, slabši. Oba isto delujeta. To se pa zdravniki odločijo. Res pa, da je Jardiance v 2 odmerkih. Ne, vidite škatlice. Na eni je 10 mg, na eni je 25. Zdravnik se recimo pri enem debelejšem diabetiku, pri močnejši gospe recimo odloči za Jardiance, ker bo lahko povečal dozo, torej dal v začetni odmerek 10 mg in bo videl čez čas, če ni efekta, bo lahko povečal na 25. Tako da se tudi glede na to prilagaja. Zdaj tudi ta Jardiance se vzame čist neodvisno od hrane. Ali zjutraj, ali zvečer, ampak smo rekli, da je boljše zjutraj. Prilagajanje je po potrebi, torej to bo pa presodil zdravnik. Zdaj imamo pa potem še dvoja zdravila, ki so pa kombinirana, temu rečemo. To pomeni, da to so Xig-Duo, kombinacija z Forxigom, in Synjardi, kombinacija z Jardiancem. In sicer ta tabletka je kombinacija z metforminom. A veste, kaj je metformin? To je Aglorat, Glucophage, Siofor. To je zdravilo, ki ga dobi vsak diabetik na prvo karto. To je zdravilo
bi naj imeli vsi tisti, pri katerih je povišen sladkor, pri katerih gre za to trebušno debelost, veste, to je ponavadi merilo, in je ta metformin zdravilo za presnovo. Zdravilo, da se uredi presnova, da se malo zmanjša trebušček, da potem s tem lažje dela trebušna slinovka, če se filter odstrani. Vse je tako nekje povezano. Zato je zdaj super, da imamo ta metformin v kombinaciji z tem SGLT2, da vzameš samo tabletko eno namesto Inaglorat in recimo Jardiance, in tudi lažje zajemanje. Se vem, si imate po 5 tablet, pa 6, pa še več, 10, pa prideš nekam, spet dobiš tabletko, in spet rečeš še eno več. Vem, da je to težko, ampak vsak specialist gleda svoje področje, in pač oceni, je potrebno, ni potrebno. Vse potem s časoma, starostjo, mi malo ukinemo določene stvari, kaj niso več recimo tako pomembne, nek statin mogoče ga dajo radi strani. Tako da je to potem v kombinaciji, je pa res, da ta Sinjardi oziroma Xigdo pa morate imati po jedi oziroma med jedjo, ne na prazen želodec. To pa ravno zaradi tega učinka metformina, ki ga povzroča, kaj naredi Aglorat, Pasiofol, kakšni so stranski učinki, glukofaž. Imate kakšne stranske učinke? Zapirala podriska. Bravo, prebavne težave, to so najbolj pogosti razlog in to ljudi tako zelo včasih spravlja v pamet, potem tudi eni kar nehajo, potem spet malo začnejo. Zdaj včasih smo rekli, da se splača vzeti potem zvečer pred spanjem tabletko Agoraba ali pa tega glukofaža, da malo prespiš une težave, ki jih povzroči. Glejte, vseh teh stvari se nekako lotimo, in pač tako koristi drugim tako. Ali so ta zdravila vezana na tip 1, tip 2? Bom povedala, Darja, bravo. Tako da malo gremo to. Torej, zdaj smo povedali, katero so, videli ste škatlice, potem si najbolj zapomnite, zdaj bomo videli, kako delujejo, smo rekli, zdaj bomo pa šli naprej, komu uvedemo ta zdravila, torej, kdo je pravi kandidat. Vsi bolniki, ki imajo OGF nad 90, to pomeni, da morajo imeti dokaj dobro zdrava ledvica. OGF je ledvična funkcija. To določimo po laboratorijski preiskavi kreatinin, eni to vejo, torej to se iz krvi pri nas določi in vidimo funkcijo ledvic. Ali je funkcija dobra, torej če je OGF nad 60, so vsi kandidati, da to dobijo. Če pa funkcija zmanjšana, torej da gre za okvaro ledvic, moramo pa biti previdni. Bom povedala zakaj. Potem so zelo primerni bolniki, ki imajo hipoglikemije od drugih zdravila. In damo te in vidimo, da je nekaj bolj stabilno. Potem, recimo, bolniki neki ne prenašajo metformina, sem že prej rekla. Tako da v bistvu je lahko kot monoterapija. Bolniki, ki imajo preveliko težo, ker bojo s pomočjo teh zdravil shujšali. Bolniki, ki imajo že znano srčno bolezen, torej srčno popuščanje, je recimo srčno popuščanje urejeno, ampak jim lahko kljub temu uvedemo to zdravilo, ker bomo s tem poskrbeli, da se ne bo srce slabšalo in da ne bo človek mogel v bolnico ob težkem dihanju, ob naporih, voda se zapira, to so zdaj težave pri srčnem popuščanju. Potem so tudi primerni za bolnike, ki so starejši, pa odkrijemo recimo kasneje sladkorno bolezni, lahko uvedemo prvo to zdravilo. Potem recimo bolniki, pri katerih želimo zmanjšati, bom rekla, enote inzulina. Recimo imamo paciente, ki imajo inzulina 100 enot na dan. Obstaja že, tudi takšni so. To pomeni, da je že toliko neobčutljiv na inzulin, rezistenca velika. In ena enotka inzulina nič ne pomaga. Rabijo 11, 10
in tako naprej. Tako da damo takim bolnikom tudi to in vidimo, kako sladkor pada in s tem lahko znižujejo inzulin. Drugač pride do hip, normalno. Potem bolniki, ki želijo enostavno schemo, to smo glih dan smeljenega pacijenta, je bil tako hud, je rekel, vete kaj, nič ne bomo komplicirali, vi dajte meni eno zdravilo, ki bo enkrat na dan in jaz ne bom imel problemov. Ja, tako je prišel. In zdravnica, seveda, veste, kaj si vi želite, da bo sladkor padel? Seveda želim, zato sem prišel, ampak jaz ne bi inzulina, jaz ne bi tega, jaz veliko potujem, jaz nimam obrokov, vse je bilo narobe in mu je dala to zdravilo. Tako da potem dalje, ker sem mu jaz povedala, kako, kaj mora biti paziti, je bil zelo zadovoljen, tako da bomo videli. Torej, če bo pacient zadovoljen, bomo tudi mi. To je tudi neko vodilo. Potem tudi pri bolnikih, pri katerih je veliko tveganje za srčno-žilne bolezni in za okvaro ledvic. To so že ledvični, ki imajo s tem probleme. Zdaj, kakšna je kontraindikacija? Komu ne uvedemo teh zdravil? Imamo sicer res nekaj takšnih, torej funkcija ledvic je pomembna, če je OGF manj kot 60, oziroma 45, recimo. Če je manj kot 45, ne bomo uvedli. Videli smo že sicer tudi pri ledvični funkciji 30, je zdravilo dokaj varno, sploh ni bilo nobenih komplikacij, ampak ni bilo učinka. Zakaj podarjam ledvica? Torej, zdravilo deluje preko ledvic. V ledvicih se vzpostavi mehanizem, ki povzroči izločanje glukoze iz urina. Če so pa ledvica bolana, torej ni prijemalcev, da bi deloval ta način, torej takrat ne bo efekta. Zdravilo sicer lahko uživa, ampak sladkor ne bo padel in potem pač ni človek za to. Potem ne smejo dobiti tega tisti bolniki, pri katerih je prišlo tudi kdaj v preteklosti do vnetja trebušne slinavke. Zdaj veste kaj, kako to boli, to je zelo huda stvar in v tem primeru smo mi potem kasneje zelo previdni pri takih, to tudi piše v zgodovini bolezni. Tako da to je nekaj dokazano, da takim ljudem se ne da. Potem sladkorna bolezen tipa 1, torej tem tudi ne damo ta zdravila, res pa da lahko danes vzamemo eno preiskavo, en C-peptid se določa, s katerimi vidimo, koliko trebušna slinavka še dela. Če je ta C-peptid še v mejah, sicer tip 1, ne vem, najbrž ni, ampak vseeno, v tem primeru je uporaben za ta zdravila. Potem razne ketogene diete je kontraindikacija pri teh, to so diete brez ogljikovih hidratov. Torej, da ne jeste ne kruha, ne krompirja, nobenih škroba. Zdaj, to se obnese, torej sladkor je res boljši, ampak starejši ljudje in diabetikom tega ne priporočamo, kajti vsaj 100 gramov ogljikovih hidratov je treba pojesti na dan. To sta, ne vem, 2 koščka kruha, zdaj malka krompirja, bomo rekli, ena jabolka in smo že skoraj tam, tako da ne smemo več ni zanemariti. Previdno smo pri uvajanju tega zdravila pri alkoholikih, pri starejši populaciji in pri ljudeh, ki imajo kakšna pogoste okužbe sečil. Torej, če vemo, da se pogosto pojavljajo vnetja spolovila ali vnetja sečil. Tlele smo malo previdni, kajti to je pa edini stranski učinek teh zdravil. Tako da zdaj smo torej prišli že do neželjenih učinkov. Zdaj, vem, da vsi radi vemo, kaj imamo, kakšno zdravila jemljemo, kakšni so stranski učinki, na kaj moramo biti pozorni. Zdaj, teh
teh stranskih učinkov nasplošno govorim za druga zdravila in vedno veliko na teh spremnih lističih, veste, ne? To je v škatlicah. Sicer prvič piše tako nadrobno, da ja ne vidite, ne, prebrati tega, ampak ko se človek potrudi, vidi, tle je neželjenih učinkov 2 strani, tega jaz ne bom imel, to pa ni za mene. Ne? Zdaj recimo, jaz sem vzela primer vitamin D, veste kaj je vitamin D, ne? To smo ga med korono mogli jesti, in če zdaj je pomembno, zdaj je sonce, ga ne rabimo drugače za odpornost. In D-vitamin od krke ima recimo stranskih učinkov, vmesta je pogledala, pa je nek navaden vitamin 8 nanizanih. Torej, kako pridejo do teh stranskih učinkov, ki jih pač zavedajo tle noter? Veste kako? Pride neko novo zdravilo, stestirajo, vse je preizkušeno, niste vi ljudje poskusni zajčki. Oni to vse naredijo tako, treba in par let to traja in potem naredijo raziskavo. Torej, vzamejo 100 ljudi, jih spremljajo 1 leto. In v tem 1 leto imajo to novo zdravilo in vse ostalo. In ti ljudje, ki so pač v tej študiji, morajo poročati vse. Jaz to vem, ker sem enkrat sodelovala v eni študiji, ne? Enako smo delali in so mogli oni sporočati meni, kaj se mu zgodilo. Recimo, bil primer, da ga je bolela glava, ker se je prehladil. Je on menjavo glavobol. Evo ti, stranski učinek tega zdravila. Pa sploh ni res, ne? Potem, zlomil si je nogo, ne bolečina v nogi, da si je zvila nogo. To bolečina v nogi je prišla spet na stranske učinke. Torej, oni morajo vse, ampak potem grejo pogosti, zelo pogosti, redki, bežni, recimo 1 od 100 in tako. Veliko pa piše in človek potem ne ve, kaj je res, kaj ni res. Zato rečem, da ta zdravila pa imajo edino, kar je mogoče, neželjeni učinek, da povzročajo okužbe spolovila, predvsem glivične okužbe, manj okužbe sečil. Torej, zakaj zdaj okužbe spolovila? Zato, ker povedala sem, da se izloča več urina. Več gre urina skozi cevko. In potem urin je sladek. Zakaj je sladek? Zato, ker je glukoza. Sladkor je in sladkor gre ven in glivice imajo rade. Kaj imajo rade? Sladko pa vlažno, ne? A veste, mi vemo glivice na nogah, zelo gosto, ne? Ampak so tudi na spolovilo. Torej, ker je več sladkega urina, pride pri ljudeh tudi do kakve inkontinence, da ne moš zadržati, da ti uhaja malo voda in se zaradi tega pojavljajo pogoste okužbe. Zato mi to boste videli, kako jih pripravimo, kaj jim povemo, kako se temu izognemo. Torej, okužbe spolovil, redko sečil, kakšna hipovolemija. To pomeni, torej glukoza potegne iz telesa vodo. Več gre vode ven, s tem se telo izsuši. In zakaj moramo potem narediti? Več piti. Torej, da ne pride do hipovolemije, je treba veliko piti. Potem kakšna srbečica, tale hipotenzija, torej tlak pade, sem povedala, ampak to je pa eni strani dobro. Se potem pa zmanjšate kaj? Tablete, to je cel pritisk, in s tem tudi sladkor, seveda. Bolečine v mišice, glavobol, jaz nisem slišala niti enega, da bi rekel, da ima glavobol od teh 5 let, ko hodite k nam, oziroma spremljamo to. Potem v modrem imamo pač ene bolj manj pogoste zaplete, oziroma stranske učinke. Slabost, zaprtje, omotica, povišanje LDH, ampak zelo blago in srčne utripa, zmanjšanje nastajanja pusline, redko ketocidozo. Tako, v bistvu so eni stranske učinke, ampak jaz bi rekla, idem tale na prve mesto okužba sečil oziroma spolovil, bolj kot sečil, in da se do tega ne pride, vas pa dobro podučimo in povemo. Zdaj, kaj se pa zgodi v laboratorijskih izvidih?
Tam pa vidimo, da je prisotnost glukoze v urinu. To tudi ljudje vidite, ko dobite izvid laboratorija, kaj gledate. Kjera številka je debela, ne? Kjera je odebeljena. Potem veste, da tisto izstopa, to ni normalno. Zraven imate napisano še normalne vrednosti, a jaz imam pa glukozo 3. To je pa zato, ker je glukoza res prisotna, ker jo mi za zdravili, recimo, ven spravljamo. Ne? In to je dobro, to je plus, to ni minus, bom rekla. Ne? Potem višali retenti se včasno pojavijo, to pomeni, da spremljamo funkcijo ledvic. Druga pa res, moram reči, zelo varno. No, torej, ko pride pacient k nam, oziroma pride k zdravnici in mu uvede to zdravilo. Zdravnica pove, da smo dali pa novo zdravilo, zelo dobro, lejte, ona bolj tiho govori, ne, vi ne slište, potem rečem, vam da eno trganko v roke, evo, tole imate, si preberite, v redu, ne? In pridete lepo, oziroma zdravnica reče, ja, pojdite še k sestri, da vam bo podrobneje povedala, ne? In vi lepo pridete k meni, tako. No in potem mi hvala nastavimo. Jaz potem zopet povem, da je to res dobro zdravilo, da ga prosim jemljite, ker ne bo samo znižalo sladkorja, ampak bojo imeli organi korist od tega. Prvo, kar je povem, da je treba več piti. Torej dodatna rehidracija, ampak voda, nesladkani čaji, limona, piva ne, prosim, ker ljudje rečejo, aha, pivo je zdravo za ledvico, ne, to moram. To ni v redu. Če že kozarec vina vedno poudarimo, dajte, spite, cviček, deci 2, to gre za zdravili tukaj. Šmarance, ja, to je tudi en tak, bom rekla, mit ali kako bi te bo rekli. Tako da, v bistvu vode, liter pa pol v 2 litra, paziti pa je treba pri ljudeh, ki imate srčno popuščanje. Tam pa ne smete pretiravati z pitjem vode, ampak je treba tako po malem večkrat zažiti usta in ampak res tudi skrbeti. No? Potem drugi zelo dober napotek je, da je treba skrbeti za redno higieno. Torej, umivanje, tuširanje, boljše kot kopanje, da res spiramo, da v bistvu po vsakem uriniranju se probate stuširati, ali da umijete spolovilo, da si pomagamo z tistimi robčki, obstajajo, veste, higienske robčki, tako da res, da lepo skrbimo za to, da nosimo spodnje bombažno perilo, torej da je bombažno perilo, da ni kakšna sintetika in tako. Če pride do uhajanja urina, to se dogaja, obstajajo pripomočki, gledajte, čist lepe hlačke se dobijo tudi za moške, take plenične podloge, vložki, mrežaste hlačke. Torej, skrbeti je treba, da je ta ingvinalni predel vedno suh, ker če bo vlažno, verjemite mi, da bojo klinične okužbe, ampak je krivo tole, da ni dobro postopanje. Ne? Tako da res, zdaj včasih rečejo ljudje, da joj, veste, ja, jaz vzamem tabletko in res potem moram kar takoj, ne smem čakati, ko mene pritisne moram na PC, drugače mi že uide, ne? Tako da res, tudi mišič čez leti malo popuščam. In mogoče na svet da takrat, ko imate kako pot, greste nekam, ali sestank, ali na potovanje, ne vzeti tabletke zjutri, da vas bo to potem manjkalo. Pa je zamre potem. Tako da skrbeti za to. Potem je recimo primer bolezen. Pride do prehlada, do bruhanja, imamo neko virozo v hiši, takrat zelo svetujemo, da se prekine jemanje teh tabletk. To lahko sami naredite. Bo pač sladkor malo višji tiste dneve, ampak, ker ljudje, ko imamo vročino, kaj? Potijemo se, dehidracija nastopi, bruhanje te pa sploh oslabi, takrat gre vse ven,
enostavno ta tabletka bo pa še dodatno malo vodo, ki je noter dala ven in bo problem. Tako da takrat pač res to ukinemo. Zdaj, ob vsem tem, ko v bistvu vemo, ni čudeža, torej ni to tabletka čudež. Zdaj pa to jaz imam, zdaj pa lahko jem vse povprek, lahko se zdaj sprostim. Ne, še vedno je treba skrbeti za vzdrževanje sladkorja, za pomiriti, pogledati, kako je, skrbeti za vnos pravilne prehrane, da res je čim manj grehov, da so te grehi, ne vem, enkrat tedensko samo, da si dam nagrado, in da nekje vzdržujem tole sladkor v svojem tem čeljenem ciljnem območju. Torej, zdaj kot zaključek bi rada poudarila še enkrat, to, kar danes skozi ponavljam. Da so to nova zdravila, SGLT2 zaviralci, ki imajo izredno dober učinek na srce, ledvica in na ožilje. Ne samo na sladkor, torej imajo organi korist od tega. Potem je zelo pomembno, da je to recimo res fina stvar, da lahko pridejo vsi ljudje do tega zdravila, da ni nekih zadržkov za predpisovanje, da tudi shujšajo ljudje s tem in ni zavarovalniškega, bom rekla, ovire. Zavarovalnica včasih tudi diktira, kaj lahko kdo dobi. In tukaj ni tega zadržka, tako da lahko predpišemo. Potem, da so možne, bom rekla, razne kombinacije z vsemi zdravili, z vsemi, ki jih ima, tako da tudi ni problemov. In da so zelo varna, torej da imajo izredno visok varnostni mehanizem, ne povzročajo hit. Zdaj, kot sem že rekla prej, da tista glivična vnetja, zdaj mi to opozorimo, povemo, da bi se mogoče to pojavilo, ampak vsi pomagajte takrat s kakšnim mazilom, to je pa Canesten, podobna mazila, to so ta antimikotična mazila, da preprečujejo slabšanje. Torej, če opazite, da pride do srbenja spolovila, da peče pri uriniranju, kakoli se začne kar z mazilom in se vzdrži, rečem, torej jemljete naprej, pomagate s tem in to mine, po enem mesecu minejo te težave. In zato ljudje tukaj težko včasih zdržijo, rečejo, joj, po 2 tednih ne gre, ker me to se srbi, vem, da je zelo moteče, ampak zdržite še malo, pa bomo videli, če bo minilo ali ne. In spet poudarim, a ste pila dovolj, pijete dovolj tekočine, a skrbite za higieno. Tako da res se splača zdržati. Imamo pa določene ljudi, ki res tega ne prenašajo. Je prišlo do vnetja glivičnega prvo in potem se preselili tudi na vnetje seči. Zdaj, eni so pač bolj nagnjeni k temu, tako da v tem primeru se pa zdravilo res ukine in nažalost pač bojo mogoče čez par let pa že nekaj drugega, kar bo meni bolj ustrezalo. Ampak tokrat, danes, zagotovo se trdim, da so ta zdravila res zelo dobra. In ko spremljamo ljudi, vidimo, da imajo veliko manj infarktov, ti ljudje, ki imajo tole, veliko manj okvar ledvic, srce, sem že rekla, ožilje, res se vidi, da je izredno dober učinek. Zdaj, če so vprašanja doma, ne veste kako, pokličite nas. Pokličite ambulanto, pokličite zdravnico, mene, tako da v vsakem primeru raje se posvetujte z nami, ko pa so sedi. Doma se včasih to vse premleva, pa je tako rekel, pa glej, ni bilo v redu, pa bo še jaz to naredil, tako da boljše vprašati strokovnjaka. Bomo šli tudi na vprašanje, ampak jaz bi zdaj sam še tlele navezala eno stvar, kar je zdaj trenutno najbolj aktualno v Sloveniji in sicer da zmanjkuje določenih zdravil. V lekarnah nimajo na razpolago
razpolago Ozempika. Torej, to je zdaj pa drugo novo zdravilo, ki je tudi že 5-6 let na tržišču, in sicer je to zdravilo Ozempik. Ste že slišali za to? Ja, ne, eni imajo, eni dobe. Ja, tako. To je čudežno zdravilo, rečejo naši sosedje, Hrvati najbolj, da je to za hujšanje. Tako da... Zaradi tega ga pa ne kupuje. Tako. No, gospod, že vem. Zdaj, to zdravilo je semaglutid. To je spet to generično ime, ki je v obliki Ozempika, potem je druga inačica tega, torej drugo zdravilo v tej skupini je Trulicity. To je tudi injekcija. Tako, in tretja stvar je pa Ribelsus. To je pa v obliki tabletk. Zdaj, to troje, kar sem povedala, je zelo dobro zdravilo za hujšanje. S tem spodbuja trebušno slino, tako da bolj dela, da naredi več inzulina, če ga sploh še lahko, to moramo dokazati. Potem niso ljudje lačni. Ta zdravila vplivajo na center za sitost. Ni v vseh enako spet, ampak v glavnem moram reči, da 3/4 ljudi ima ta efekt. Da naenkrat nisem več lačen. Torej, da se vrnem, ta injekcija je tako, da je v bistvu v obliki injekcije zdravilo, ki se da enkrat na teden. Bilo kjer dan, enkrat v tednu si dajete to injekcijo v trebušno gubo, podobno kot inzulin, in ta hormon, to je inkretin, v bistvu deluje na centru za sitost, pospešuje izločenje inzulina, prepreči dvig sladkorja po obrokih, zelo dobro učinkovito. Je pa res, da imamo v različnih dozah, prvo mali odmerek, večji in največji, in ker so to slišali tudi, torej ne zniža pa sladkorja toliko. Zdravim ljudem, ki nimajo sladkorja, sladkorne bolezni lahko jemljajo to zdravilo in ne bo pa sladkor. Torej, kot sem že prej rekla, deluje na sitost in prav določeni vidijo, ja, ne gre mi več, pojem pol koščka kruha, ne gre mi več. Včasih nedeljsko kosilo sem z veseljem pojedla, pa še sem si dal repe te, zdaj več ne gre. Če pa že poješ preveč, ti je pa potem slabo. Je bilo tako? Vejo tako učinek? Če so prevelike porcije, ti pa nekaj slabo in je to kot neka klofuta, ne? Ja, zakaj si pojedel preveč? Vidiš, da ti je slabo. Tako da se v bistvu potem navadiš na manjše obroke, ne paše ti več jest, skrči se ti želodec in ti to dolgotrajno kar dobro. No in zdaj so to vsi to slišali in to je čudežno zdravilo in ga vsi kupujejo. Predvsem v Ameriki, tam so vsi taki debeli ljudje in seveda bi radi vsi skušali. In je zelo veliko povpraševanje, oni ga kupujejo, evo, in tovarna več ne more toliko tega izdelati. To je problem. To zdravilo se pa traja proces proizvodnje, mislim, da 1 mesec, veste, to ni takole. Stoji, čaka, ne vem, to je cela procedura teh hormonov. In v glavnem smo prišli do te faze, da ljudje, diabetiki, ki vam to zdravilo zelo pomaga urediti sladkor in vse, zdaj naenkrat več ne boste tega mogli imeti, ker pa več ni na razpolago. In so omejili mogoče tako, da je potrebno vsaj beli recept. To pomeni samoplačniški recept, s katerim ti prideš v lekarno in ga lahko kupiš, še vedno kupiš, ne? Vsak, tudi jaz, če bi ga hotela, ne? Ampak je zdaj tudi problem tukaj, ker ga več ni. In zdaj bo treba vam, ki imate ta Ozempik, kaj zdaj narediti, ne? Tako, in zdaj nas kličajo, ne, kaj zdaj tega ni, in zdaj bomo mi vsem tem napisali, ta Trulicity, ne, ali dajte tabletke, ki so tudi, ampak se mora vsak dan vzeti tista tabletka, je pa zelo pomembno.
nateči zjutraj, za malo vode, počakati vsaj pol ure, da nič potem ne ješ drugega, da tableta naredi efekt, drugače ne učinkuje. Ne? Spet je neka procedura, ali je zelo enostavno, recimo, ne, za dejanje. Tako da zdaj, če se katerega to tiče, če imate Ozempic, na razpolago v lekarnah je 0,25 in 0,5. Torej, najmanjši pa srednji odmerek enke ni in je tudi v eno leto ne bo. Tako da, če ste že na enki, lahko kličete, da vam napišemo 0,5. Vsaj neki. Jaz pa rečem, že boš bi pogleda, ne da raž pometete manj pred svojim pragom, pojeste manj hrane, veste, več gibajte in boste zmogli tudi brez tega, kajti vse je v glavi. Tako.